Šesto dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, ki je bila v Latviji, je dobil Tim Gajser. Zelo dobro se je odrezal tudi Jan Pancar. Druga dirka svetovnega prvenstva cestno-hitrostnih prikoličarjev je potekala v Asnu na Nizozemskem. Na njej je vozil tudi Janez Remše. Drugič letos so se za točke državnega prvenstva merili cestno-hitrostni motociklisti. Vozili so na Grobniku. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Svetovno prvenstvo v motokrosu se je nadaljevalo z dirko v Latviji. V razredu MXGP je Tim Gajser v kvalifikacijah osvojil 3. mesto. Mehka podlaga na progi v Kegumsu zna vselej poskrbeti za marsikatero neprijetnost na progi, a Gajser se je temu z dobrim štartom v nedeljsko prvo vožnjo izognil. Nekaj časa je vozil na 3. mestu, potem pa ekspresno prehitel Paulsa Jonasa ter nato še Jorgeja Prada in si na ta način lepo utrl pot do 1. mesta. Španec je bil v finišu prve vožnje sila nepreviden in Gajser jo je ob njegovem padcu srečno odnesel. V drugo vožnjo se je slovenski motokros šampion s štarta vnovič podal zelo dobro. Prvo merilno mesto je prepeljal 3. Do konca prvega kroga je prehitel Rubena Fernandeza in pred njim je bil le še Pauls Jonas. Domači adut ni bil kos Gajserju, ki je sredi 7. kroga prevzel vodstvo ter ga nato ni več izpustil iz rok. Tudi v drugo je prvi prečkal ciljno črto. Zelo sem zadovoljen, užival sem zelo na progi, 2 solidna štarta, dobre vožnje, premišljene bom rekel. V skupnem seštevku Jorge Prado za Gajserjem zaostaja že 66 točk. Moram biti zadovoljen, rad bi se zahvalil celotni ekipi, vsem okoli mene, vsem navijačem, hvala vam. V razredu MX2 se je izkazal tudi Jan Pancar. Če se mu sobotne kvalifikacije niso posrečile, saj je zasedel šele 21. mesto, pa je v nedeljo pokazal, da se lahko kosa tudi z najboljšimi. V prvo vožnjo se je podal izvrstno, saj je prvo merilno točko prečkal 10. Kljub rahlemu dežju, ki je poskrbel za spolzko progo, je nadaljeval zbrano in v cilj pripeljal 13. Zmagal je Jago Gerc. Drugo vožnjo je Pancar začel še bolje kot prvo, saj je bil na prvem merilnem mestu 9. Nadaljeval je z zelo visokim ritmom in je nato šele v finišu preizkušnje zdrsnil na 11. mesto. Vnovič se je zmage veselil Jago Gerc, ki je tudi prevzel prvo mesto v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo. Pancar je bil na dirki skupno 18. v svetovnem prvenstvu, pa je s 63 točkami na 15. mestu. Drugič letos so se za točke svetovnega prvenstva merili cestno-hitrostni prikoličarji, med katerimi z licenco AMZS tekmuje Janez Remše. S sovoznikom Manfredom Vekselbergerjem sta imela v Asnu na Nizozemskem smolo. Prve vožnje zaradi elektronske okvare nista vozila. V drugi pa sta se nato uvrstila na 10. mesto ter prišla do novih točk svetovnega prvenstva. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Cestno-hitrostni motociklisti so se drugič letos merili za točke državnega prvenstva. Na grobniškem dirkališču je voznike znova čakala zahtevna preizkušnja. Dan je začel se v redu, bolj nam je res malo vreme za hodbo. Napoved je bila taka mešana, da nismo vedeli, kaj bo suha, mokra dirka. Sem bil pripravljen za vse. Vreme je bilo tako, kot je bilo, za vse enako, sunki, vetra.
V razredu Supersport 600 je po smoli na Madžarskem Domen Lipnik demonstriral, kaj zmore. Potrdil je, da je dobro pripravljen ter se zavihtel na prvo mesto. Problemi zanč na Panoni, smo zrihtali motor, pa zdaj dela zdržal, pa smo zdaj zmagali, če zadnjič ni šlo. Enej Logar, branilec naslova državnega prvaka v tej kategoriji, je nekaj časa lovil priključek z Lipnikom in Grego Žustom. Za vztrajnost je bil poplačan, saj je Žusta, zmagovalca prve dirke na Madžarskem, prehitel in zasedel drugo mesto. Nažalost sem potegnil kratko, ampak vseeno sem zadovoljen z dnevom in z vsem. Ni bilo velikih posebnosti, samo mali je veter nagajal v tem mladu. Veter je bil močan, zaradi vetra mi je dvakrat vzelo sprednji konc, ampak kljub temu nisem pač mogel danes se boriti za prvo mesto. Mislil sem, da se lahko borim, ampak mi je zmanjkalo lik malo. Na zmagovalnem odru so tako stali prvi Lipnik, drugi Logar in tretji Žust. V razredu Superbike je veteran Albin Štern demonstriral izvrstno formo in še nadgradil vožnjo s prve dirke na Madžarskem. Drugo mesto je bilo nad pričakovanjem, moram priznati. Sem pa več računal na to dirko, kar se je tudi izkazalo, da na koncu s prvega mesta sem dosegel tisto, kar sem si planiral. Čeprav sta zelo dobro vozila tudi Matic Berzin in Aleš Brzin, pa mu preprosto nista bila kos. Dirka se mi je šla po nekako načrtu, po planih, taktično, kar sem si zamislil, sem tudi upeljal, tako da zasluženo mislim, da je to prvo mesto. Šternu je pripadlo mesto na najvišji stopnički na zmagovalnem odru, za njim pa sta se zvrstila Berzin in Brzin. Zmagovalec uvodne dirke sezone Aleš Senekovič je tokrat pristal na 6. mestu. V soboto 7. maja bo v organizaciji AMD Orehova vas na Radizelski progi tretja dirka sezone državnega prvenstva v motokrosu.